Kakšna snežina je zavela pri volanu, ko je ob poplavi križancev na test prišla, pa ste to spet klasična limuzina. Ja, še jih izdelujejo vsaj nekateri in tale je ena najlepših. Volvo S60, tako skladnega avtomobila ne vidiš vsak dan. Ko že misliš, da je preveč zadržan, te potem preseneti s kakšno linijo in ugotoviš, da je tako uglajen avto pravzaprav tisti, ki ima največ stila. Seveda si v njem zlahka predstavljam kakšno aktivno družino, še bolj pa veste koga? Kakšnega uglajenega moškega, ki vedno zna izbrati pravo obleko, ki ima do potankosti urejeno frizuro in bradico. Očitno to ni zame. Škoda, ker mi je všeč avto. Čeprav gre za ta mali Volvo, v bistvu sploh ni tako majhen. 4,76 m meri v dolžino, kar je v bistvu samo 3 cm manj kot 15 let nazaj veliki S80. No, prostora vseeno ni veliko, ga je pa dovolj za udobno vožnjo 4. Poglejte, tukaj še klop naredijo tako, da se da zadaj udobno dolgo sedeti. Obenem je v bistvu tukaj zadaj bolj prostorno kot pri ostalih konkurentih z zadnjim pogonom, recimo BMW-jevi trojki in Mercedesu C, je pa prtljažnik precej majhen. 442 litrov ni ravno za pohvaliti se, tudi prostor je malce nerodno oblikovan, zato raje izberite krasen V60, če vam je to pomembno. Če ste že videli kakšen test Volva zadnjih 5 let, vam ne morem čisto nič novega povedati. Vse je enako, malo je gumbov, ker se večina stvari upravlja na tem velikem zaslonu, na katerega se je najprej treba kar malce navaditi, potem pa gre. Čeprav bi vseeno raje imel vsaj klasične gumbe za prezračevanje, to bom vedno rekel. Materiali so super, položaj za volanom je fin, tale plastika občasno sicer zaškripa, ko se jo s kolenom dotaknemo kakšnemu ovinku, ostalo pa štima. Ok, dve zadevi, brez katerih Volvo ni Volvo, tile odlični sedeži, fantastični so in pa hudo ozvočenje. Harman Kardon v tem primeru, kljukica številka 2. T5 piše zadaj. Se še dobro spomnim, ko sem vozil svoj prvi S60 T5, kakšnih 15 let nazaj in je imel 250 konjev. Se mi je zdelo, da se mi bo Marija prikazala. No, tale ima enako konjenico, pa je daleč od kakršnekoli razburjenosti na cesti. Volvo se sicer hvali, da je S60 njihov najbolje vozen avto do zdaj in verjetno je res, sploh med sedanjimi avtomobili, ki jih prodajajo, to absolutno drži. Ni pa to konkurent BMW-jevi trojki, ko gre za požiranje ovinkov. S60 ostaja prijeten avtomobil, mogoče v želji po malce bolj dinamični vožnji na trenutke celo preveč trd, ampak se predvsem pelje zelo umirjeno in zanesljivo vzdržuje smer. Volan je malce premalo obtežen, ampak se spet poda takšnemu avtomobilu, kjer je v prvi vrsti sproščeno uživanje v vožnji. Včasih je T5 pomenilo turbo in 5 valjev, no turbina sicer ostaja, valji pa so samo še 4. V bistvu je pri vseh Volvotih na voljo le še ta 2-litrski bencinski motor, dizlov itak ni več, potem so pa samo različni nivoji moči. Tale je ravno nekje na sredini ponudbe in po vseh kriterijih več kot dovolj zmogljiv, tudi pospešek do 100 v 6 sekundah in pol ni kar tako, a ne? Vožnja je spet zelo nezahtevna, večinoma motorja niti slišali ne boste, ko ga malo pritisnete, se sicer oglasi, ampak spet nič športnega. Na dolgi vožnji, večinoma po avtocesti, je bila poraba pod 8 litrov, zdaj, ko se malce več ustavljam in speljujem, pa je blizu 10. Ni malo, ampak tudi avto ni počasen. Edino menjalnik ni tako odločen, kot so najboljši 8-stopenjski pri konkurenci. Včasih ni čist ziher, a bi sploh prestavil ali še malo počakal. Zakaj potem rajši S60 kot pa sveto nemško trojico? Zato, ker mi je bolj všeč, to je prvo. Ker ima krasno kabino, v kateri se odlično počutim. Ker je med vožnjo nenaporen, udoben in zelo prijeten. Ok, kakšna stvar mi tudi ni všeč. Takšen T5 s paketom Air Design stane 63 €, kar ni malo. Nasploh je po to avto, ki sem ga od Volva pričakoval in me zato niti malo ni razočaral.